bolnišnic oziroma vseh ustanov. Gre namreč za temo, ki se neposredno dotika vseh ključnih vidikov bolnišničnih obravnav v razvitih družbah. Namreč z ukrepi, ki so potrebni pri obravnavi bolnikov, ki so kolonizirani ali okuženi z bakterijami, ki so rezistentne na antibiotike, se pomembno zmanjšujejo kapacitete bolnišnic. Mi namreč zaradi narave prostorov, ki jih imamo, moramo te bolnike izolirati v več posteljnih sobah, s tem pomembno zmanjšujemo naše kapacitete, s tem je v bistvu odpornost sistema kot takšnega pomembno manjša. Posledično je seveda z obravnavo takih bolnikov povečan strošek zdravljenja, kar pomeni, da se stroški medicinskih obravnav kot višajo. Nenazadnje pa, kot je sogovornica omenila, oziroma predstavnica organizacije združenih oziroma WHO, vpliva pa vse to tudi na izide zdravljenja. In ta negativni trend oziroma slabšanje izidov zdravljenja zaradi povečanja incidence teh okužb se bo lahko še večal v prihodnjih letih, zato je res pomembno, da to tematiko nagovorimo zadosti zgodaj. Še enkrat na kratko, to se pravi, zelo pomembna tema za vodenje bolnišnic in sistema zdravstvenega kot celoto. Ta problematika zmanjšuje kapacitete, viša stroške in slabša izide zdravljenja. To so taki trije pomembni elementi, zaradi katerih je treba preči res vse sile, da se stanje v Sloveniji ne samo, da se ne slabša, bilo bi zaželeno, da se izboljšuje.